Na novinarski konferenci Ura teče naprej, Slovenija pa bolj kot ne spi, so predstavniki gospodarstva še enkrat opozorili na prioritetne predloge iz manifesta industrijske politike na področju poslovnega okolja, davčne politike, internacionalizacije in razvoja, do katerih naj bi se vlada čim prej opredelila. Če govorimo pa o tem, da med sabo tekmuje države, se je pa treba zavedati, da je treba na vseh področjih zagotoviti takšne elemente, ki bodo omogočili, da bo družba kot celota uspešna. GZS, Združenje za promet, je predstavilo študijo analize tveganj povezanih z neizgradnjo drugega tira Koper-Divača, možnih alternativ ter ekonomske upravičenosti in najprimernejših modelov financiranja projekta. Naša študija kaže, da bi v primeru neizgradnje drugega tira Divača-Koper prišlo do pomembnih negativnih makroekonomskih učinkov. Močna poslovna delegacija je spremljala ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška na njegovem uradnem obisku Islamske republike Iran. Moram reči, da je tudi gospodarska zbornica pravilno presodila že pred pol leta, da je Iran mogoče velika priložnost. 4 slovenska podjetja za pomočjo gospodarske zbornice tudi so že odprla tam pisarno. Številni veleposlaniki in ekonomski svetniki, akreditirani v Sloveniji, so se udeležili tradicionalnega srečanja s slovenskimi gospodarstveniki, ki vsako leto poteka na Gospodarski zbornici Slovenije. There are lots of opportunities for business, especially in investment. Več kot 300 gospodarstvenikov se je ob obisku madžarskega predsednika vlade Viktorja Orbana v Sloveniji udeležilo slovensko-madžarskega poslovnega foruma, usmerjenega v spodbujanje in krepitev poslovnega sodelovanja med državama. Očitno je bilo iz B2B dela poslovnega foruma, da so se naša madžarska podjetja dobro in konkretno mrežila. In seveda ta platforma obiska Orbana in Cerarja na tem poslovnem forumu nam je podala tudi podpis nekaj pogodb. GZS, Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, tudi letos podeljuje zlata priznanja za doseženo odlično kakovost kruha, pekovskega in finega pekovskega peciva ter testenin. Ocenjevalna komisija je ocenila kar 115 vzorcev, ki se potegujejo za zlato odličje. Vabim vse, ki radi kupujete slovenske izdelke, slovenske kruhe, da se na prodajnih mestih pozanimate, kateri kruhi so odlični in jih seveda potem tudi kupite in z užitkom uživate. V sklopu izobraževanj za podjetja je GZS, Zbornica za svetovalni inženiring, pripravila seminar o uporabi standardnih pogodb FIDIC z vidika regulative, zakonodaje in prakse. Zbornica pripravlja generalna in specialna izobraževanja, oblikovana glede na potrebe posameznega naročnika. Za ta izobraževanja izbiramo med najboljšimi predavatelji, ki so v našem naboru, in vedno več se povezujemo in sodelujemo tudi mednarodno.